Nikaj ti. Ja, se mi da začneva, mi da Svetek noče, ko res jake te poznam, je play že... Ne, še nisva. Sva. Sva? Joj, To, hecam te, no, dej povej, kaj se v glavnem, pogovarjali se ti danes. veš, Maja, da jaz rada, pa vsi vejo, da jaz rada berem, ne? In zdaj sem spet odkrila eno knjigo, ker sem čisto zaljubljena, ker se veš, jaz se v knjige zaljubim tako kot v ljudi, ne? Veš? Vem, točno, In pol točno 14 vem. dni, tri tedne, se spomnim, ki mi je vedno... Ej, sorry, sem to si, koliko si to dobro povedala. A veš, da jaz sem imel dobesedno problem z eno izmed mojih partnerk, ker sem na morju skozi bral. Ker ko sem prišel na morje, sem prijel knjigo ali pa strip v roke in sem samo bral cele dneve. In je bila jezna, ker sem več časa preživel s knjigo, kot z njo. Ja, no vidiš, to je zanimivo, ne? Kaj lahko. No, v glavnem, meni so tudi učitelji, ja, zdaj si pa že spet nora v to idejo, pa kaj si zdaj spet v tej knjigi prebrala. Mislim, pač rada berem zaradi tega, mislim, da je sploh knjiga v današnjem času nekaj, a veš, kaj ti ko bereš, ne, si ti svoj film noter delaš, ne, in svoje slike. Se veš, ko sem vam jaz brala, ti si bil meni, jaz sem najrajši tebe gledala, ko sem brala, kako ti gledaš, namreč s temi očmi velikimi in sem noter videla cele slike, cele filme si Tako ga delala, sem zanč onim malim rekel, ne, kako babi zvezda najlepš na svetu pripoveduje zgodbe. Ja, to si najbolj užival. Ja, itak. Saj sem rekel že večkrat tisti trenutek, ko sem slišal, takrat se meni tudi malo stopil srček, ko sem slišal prvič, kako si Emi brala, ko sem bil jaz gor, ne, sem kadil pred mojo sobo in si ti dol Emi brala knjigo in si mi res milo storila, ne. In da je bil to tudi en velik premik pri meni. Ja, ti si to, predvsem si pa bil ti neskončno hvaležen za to, in sem še bolj živo brala, ker sem videla, bolj sem živo brala, bolj si ti bil noter. Ronja, razbojniška hči. Ja. Debeloriti palčki. Ja, v glavnem. No, in taka je tudi ta knjiga Elizabeth Gilbert, nova knjiga, avtorice uspešnice Jej, Molly, ljubi. Si gledal ta film? Ne. Jej, Molly, ljubi, no, tako da pokažem. Mladinska knjiga, ne delam reklame, nič nimam plačano za to, ampak opustimo strah in živimo ustvarjalno, ne. Ja. Meni je to, namreč, tako bi rada delila to svojo navdušenost oziroma hvaležnost, da sem lahko ustvarjalna celo življenje. In zdi se mi, da sem tudi v naši družini to v bistvu, da smo mi živeli, če pa smo kaj res znali dober. Ja, iz obeh strani smo. Ja, kreativni in ustvarjalni. Ja. Spet s kreativnim in ustvarjalnim obstaja več načinov, ne, lahko si kreativen in ustvarjalen, tako kot si mislimo, da ustvarjaš slike, glasbo in tako, lahko si pa tudi s tem, da pač najdeš načine, kako narediti dober film, sproducirati stvari, zgraditi čudovito hišo, se skuhati fenomenalno kosilo. Ja, imeti edinstveno izkušnjo na divjem zahodu, v Nevadi, leta 2001, ne, ki bo še malo bolj frej, tako da ja. Vse splošno se mi zdi, zato mi je bila ta tema, ki si rekla danes, všeč, ker jaz vidim ful več o tem, kot samo neke slikanje, pisanje in risanje. Ne. Ustvarjalnost, ja. Ne. Pa me zdaj zanima, namreč jaz vem, in ona tu piše, fenomenalno piše, tako sproščeno piše in pravi, da ustvarjalnost ni tisto, kar si ljudje mislijo, točno to, kar si ti rekel, da je to samo umetnost, da je to samo gledališče, da je to samo slika in tako naprej. Ampak da so to v bistvu vsi tvoji talenti in tvoje uresničevanje tvojih idej, ne? In da v bistvu dovoliš idejam, da živijo v tebi, ne? In da ima veliko ljudi strah pred tem, pa da se tega bojijo. Ne? Se pravi, zakaj na primer ne hodijo ljudje bolj v dramo? Kaj ti misliš, ti, ki si hodil celo življenje? In še hodim. Ne vem, meni se zdi, da se ljudje tudi malo premalo spoštujejo, da se ima premalo radi, da niso toliko samozavestnikov, ker bi zares bili. Ne? Da veliko ljudi si reče, kaj bomo šel v dramo, itak ne razumem. Itak je to, kar grem raj tam, ker mi je tudi malo lažji, pa raj sem prvi na vasi, ki zadnji v mesto scena, veš? Ja, strah, ne? Ja. Strah. In za ustvarjalno življenje ona pravi, da moraš biti pogumen, ne? Okay. Ja, in ona pravi, a se bojite, Koliko je pomen ta knjiga, Ja. To o tem je govorila, veš, Ja. Zdaj bova šla. Ker bi rad, ne, se ne bova šla. Nekaj greva, meni je kul. Bom jaz naslednjič knjigo ponesel. Ja, aha. Od Džingis Kana. Ja, v redu, ja. Glavnem, gre za to, veš, da pogum, ne, mislim, ti moraš biti pogumen, a si se ti kdaj, ljudje se pa ponavadi bojijo, pa se sprašujejo, bojite se, da niste nadarjeni. A si se ti kdaj tega bal? Jaz imam,
Jaz sem se navadil poslušati recimo te motivation speake, ne? A veš, in jaz imam vsako jutro enega tako 40 minutnega, kjer se David Goggins dere, ne, a veš, kaj je, a misliš zdaj, bogi si, ti vsem, probo sem pa mi ni rata, kaj boš, a veš, a boš se predal, a to je to, a kaj boš jokal skozi, to jaz imam vsak dan lih zaradi tega, ker meni se pa zdi, jaz imam sebe malo, a veš, jaka, kjeri so Only Fools and Horses, ona angliška serija stara, ki sta bila ona dva brata, ki sta Hustlerja bila v Londonu, Del Boy. Ne veste, kjer je? Ne, jaz ne vem. No, to sta bila ena dva Hustlerja, ki je pač on je kupoval, preprodajal je stvari, a veš, ne, kupil je srebrne žlice, pa jih je preprodal tak malo cigo scena, ne. In on je vedno failal, ampak nikoli se ni dal. In jaz imam sebe zatazil, ker jaz sem v lifeu toliko stvari failal. Se pravi, v tolikih stvarih sem propadel, da mi je v bistvu to, da mi ne uspel, sploh nekako ni tako, da ne, a veš, kaj pravite, kdaj ne smeš razmišljati o neuspehu. Jaz tudi razmišljam o neuspehu. Kaj pa, če mi ne rata? Jaz vem, da bom miren, a veš, jaz sem že do tega prišel, da ne bom si niti karme uničil s tem, če bom tako razmišljal. Seveda ne, nikoli se never give up je bilo pri nas, ne? Valjda. Ne, Ja, težko je videti samo naprej, veš, najtežje se mi zdi to, da ljudje ne znajo se sprostiti in predati usodi. Narediš vse, a veš, če narediš vse, kar lahko, če si naredil, tudi če nisi naredil najboljš, kar bi lahko, če si naredil vse, kar si v tistem trenutku lahko naredil, si zmagal v vsakem primeru, ker če ne, si se pa naučil neki. Jaz sem se nisem hodil v šole, zato sem rekel, državi ne bi plačal za šole, nisem hodil v šole, ampak zaradi vseh teh mojih minusov, vseh teh stvari, ki sem zafrknil, sem se pa toliko naučil in sem začel uživati v tem, da se učim. In zdaj, ok, če bo pa to ne bo ratal, slučajno, če ne bo ratal, čeprav sem prepričan vse projekte, ki jih delam, pa bom pa nekaj drugega. Čisto najbolj normalno na svetu je, da ti kaj pa ne rata, a razumeš? Nisi Bog, da bi te vse ratu. Ampak a si se ti kdaj, ti veš, da so se mi ful pogovarjala, da si talentiran, igral si v nadaljevanki, a si se ti kdaj, zakaj ti nisi šel na akademijo, ker si še danes bi bil igralec, oziroma a si se bal, da nisi nadarjen? Meni se iskreno še zdaj zdi, da, jaz sem užival v tem, kar sem delal, ko sem bil mlajši, ampak meni se zdi, da nisem nikjer delal tazga performansa, kakor bi ga lahko. Meni se ne zdi, da bi eno stvar do zdaj odigral tako dobro, kakor si jaz predstavljam, da bi jo lahko. Ampak se ti misli, kaj ima to nadarjen? Misliš, da nisi talentiran dovolj, ali kaj? Ja, v tistem trenutku, ko sem tam, ja. Veš, tele stvari, ko jih mi delava, pa ok, tam, ko so bila na planetu, ne. Ja. Takrat tako sem se začel. To sem jaz, vedno bolj sem to jaz, ne. In zdaj recimo, če bi mi dala vlogo, zdaj bi jo pa uničil, po moje. Karkoli mi daš. Mi tudi zdaj že kar takoj napovedujem, poleg vseh majevih projektov, imava midva še en skupen projekt in pa Akta podcast, predstavo Mati in sin, ki jo bova skupaj več ali manj napisala, on bo dal ideje, jaz pa ena moja prijateljica bova pa dali. Tako da bo predstava še vas čaka. Ja. Se pravi, da si se bal, da nisi nadarjen. To velika večina ljudi ne živi ustvarjalno, ker mislijo, da ziher niso dovolj nadarjeni. Ne? Ampak spet, iz kje ta strah prihaja, ne? Zato, ker nisem dovoljkrat probal. Ker ko sem pa dovoljkrat probal, zdaj sem pa sproščen, razumeš? Ja. Zato je treba fejlati, ne? Vsak dan je treba fejlati pismo. Ja. Pa predvsem, veš, ona govori tudi v knjigi, ne preveč teže dati na to, kakor da zdaj, če ti pa tukaj ne rata, pa prvič ne rata, da to je pa zdaj že konc sveta. Pa ne? ja, jaz sem imel prejšnji mesec ful recimo stresa zaradi tega. Ker zdaj, ko pogledam nazaj, ne vem, kje je bil, ampak takrat v tistem momentu je bilo pa... Kaj tu misliš? Da sem na nitki visel. Na nitki visel, ne. Zato pa se jaz pogovarjam skozi o disciplini, o neki rutini, da moraš imeti neko rutino. Sploh, če hočeš fejlati, je ful dobro, da imaš rutino. Fejlat, kaj pomeni to? Fejlat pomeni, da ti ne uspe... Kako s tem rečem? Neuspeh. Ja. Fejl je neuspeh, ampak rečeš, ne moreš reči neuspešiti, ali moraš biti neuspešen. V glavnem. Slovenski jezik. Ja, mislim, da moraš imeti rutino. No, in meni recimo je vrgel zadnjič ven in sem bil 2 meseca nekreativan, mislim. Zdaj sem se toliko naučil, da se ženim tudi skozi bolečino. Kako je rekel tale že na Roganovem podcastu? Upor. Uporu, da sem se upiral uporu. Tako da sem vsem probal vsak dan nekaj narediti. Ne. Ja. A veš, ampak je bil pa tako, da nisem
recimo jaz dihati mogo takrat. Pa kaj te je Kamoli bilo- biti ustvarjalen. Kaj, te je bilo strah ali Ja, kaj? ja, Česa? strah mi je bilo. Ja, ne vem, Česa? po enih stvareh nisem bil dosleden in pa me je nekdo malo zafrknil in sem bil kar enkrat vržen spet v eno turbulenco, ne, kjer nisem bil pripravljen. No, ker ona pravi, naprimer, bojite se, da vas bodo zavrnili, kritizirali, usmešili ali narobe razumeli. Namreč to vse ustvarja, zavira kreativnost. Ja. To voljo, a veš, do tega, da bi nekaj ustvaril, ne. Ti imaš zdaj ta trenutek 2 trgovini, a je to tisto? In ti si tle ful ustvarjalen, ti nimaš samo trgovine, tako take navadne trgovine, ampak še dizajniraš zraven, ta prostor, v katerem smo zdaj, imaš tudi razstave in tako drugačen koncept in tako, ampak to je vse ustvarjalnost. Ja, itak. Pa ne, meni je ful hudo, Na Trubarjevi torej. Pol prideš tako delaš, Trubarjeva 14, pa Trubarjeva 8. V glavnem, prideš do enega momenta, kjer imaš možnost drugim ljudem pomagati pri tem, da so bolj kreativni in ustvarjalni. A to je tebe drajvalo? In pol, ja, ne, ni me drajval, sem pa zdaj, ko je prišlo do tega, mi je pa ful, mi je pa tako, se mi zdi spet ena stvar, za katero sem hvaležen. No. Tako, ker me kar dosti napolni z enim... Pa se bojiš, naprimer, kritike, pa si imel te strahove, Ne. usmešiti se ali pa ne vem, kaj še vse. Sorry, ja, to je moja ulica, jaka. Kaj si rekla? Če si se bal kritike ali pa, da bi se usmešil ali pa kaj. Ne tuje kritike, nikoli, Ne. ne mislim nikoli, ampak že dolgo časa, kar se me, po mojem mnenju, kar sem se zlomil pod kritikami in od takrat naprej, meni to veš, da mi je prav res prav. Veš, da sem imel, ker sem bil majhen problem s tem, kako se je govorilo o meni, kako so si ljudje dovolili svobodo govoriti o meni, kar nekaj stvari, ki niso bile resnične. In pol sem jaz še bil zraven zelo težavan in tako. In se je vse tako spletel, da mi zdaj mi res ni tudi neuspeh. Itak je to samo eden izmed neuspehov. Ni to zdaj, da bo ta neuspeh pa končal moje življenje Ja. po 33 letih. Ja. Ampak še vedno mi nisi odgovoril, zakaj nisi šel vse probat na akademijo? Ja, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem dosti dober. Da nisi Ne, dovolj... ampak ne dovolj dober, kao dovolj vreden. Ja, nisem dovolj dober bil. Ne. Zdaj, ko pogledam Timona, ko pogledam te fante, ta mlade stari, tako kot si ti rekla, jaz sem prav, nikoli ne bi mogel biti tako dober kot on. Zakaj misliš? Ja, ne vem, tako se mi zdi. Tako se ti zdi, to je Ja, prepričanje, tako ne? spoštovanje imam recimo do tega, kar vidim pri njemu, da jaz rečem, fuck, a veš, jaz ne bi bil verjetno pripravljen toliko dati spet noter v to, ne. Zaradi tega, ja, no. Ja, mislim pa, da bi, kakor te jaz poznam. Ti bi Lej, čist nikoli ne padel bomo noter. vedeli, nikoli ne bomo vedeli. Nikoli ne bomo Vem, vedeli. da zdaj, če narediva res to predstavo, mi bo zabavno. Vem, da če bi pa mogel to delati, zato da bi recimo Od se tega dokazal živel? komu, Ja. bi bilo pa moje ful težje zame, glede na to, kakšen sem bil. Skoraj mislim, da je bila moja pot kar pravilna, ko sem jo izbral. Super. Se bojite, da ni tržišča za vašo ustvarjalnost, da zato nima smisla? Se bojite, da je kdo drug že naredil To kaj je ta boljše? govor, to je ta govor, to je ta Ja. govor. ki ga- Ne. Bojite se, Ne, to da je ta so- govor, ki ga jaz poslušam vsako jutro. Aha, to je ta govor. Ja, to je ta govor, ja. A sem res? Pač, ja, ki ga uporabljam. Lej, to je vse, vidiš. Namreč ona tudi zagovarja, bojite se, da je to že naredil Ja. kdo boljše, bojite se, da je kdo ukradel vaše ideje. To me tudi, naprimer, ful... Da bo ukradel vaše Da bo ideje. ukradel No, vaše tega ideje. mene je strah, daj. Te je? Ja, Veš, tega- kaj ona pravi? Da so ideje, tako kot da bi neka bitja bila, razumeš, pridejo k tebi, se naselijo v tebi in če ti idejo spremeš z vso ljubeznijo in aktiviraš in uresničiš, potem je to to. Če pa ne najde doma v tebi, gre pa drugam. Ja, Torej, zato kaj imam se pa boš jaz- bal? zato imam pa jaz Česa tako- se boš bal? Zato pa jaz tako vedno 2 zvezka s sabo. Eno so nove ideje, ne so pa stare ideje. Ja, ampak ne rabiš biti ljubosumen, da bo nekdo drug. Jasno, da bo na tem na drugem Ne, koncu- noben ne bo mogel narediti tako, kot Seveda ne tako kot ti, ampak ideje pa iščejo ljudi, se prilepijo na te, ona to tako dobro tukaj razlaga, se prilepijo na drugega, na enem koncu sveta se en zmisli in tam se Mislim, pol da že Jaka tudi to dobro šteka. Mi imamo ene take projektke, ki pridejo, pa grejo, pa valovijo. Pa zdaj se mi zdi, da bo da bo en predrl vodno gladino. Kaj pa je tisto, zaradi česa, kakšna ideja pri tebi rata meso? Prvo kot prvo mora biti ideja, zaradi kjer bom miren, ker ne bo imela možnosti, da me spravi v stisko. Se pravi, če jaz hočem imeti idejo, zdaj vem, da če imam idejo in jo hočem uresničiti, vem, da moram imeti kapital ali službo zraven, ali se pravi, zame so to zadnje čase ideje, ki prinašajo vse denar. Ne? Jaz sem včasih sovražil denar, zdaj bi ga rad imel veliko, zato ker vem, kaj bi z njim naredil.
In že delam. Jaz delam dobre stvari, jaz rad plačam svoje ljudi dobro, jaz sem rad pošten, pošteno plačam tudi davke, čeprav to me zanima. Zakaj ne morem recimo podariti polovice svojih davkov jaz v dobrodelne namene? To je zame kreativa, to bi bilo meni top. Jaz bi to kaj nič. Imaš kreativno idejo, se pravi, kaj bi zdaj, če bi ti hotel spremeniti, naprimer, davčno v državi. Kaj Če kdo, ki to gleda, ve, prosim, kontaktirajte me, prosim. Ja, da napišeš, daš predlog, Nika Kovač, greš delat 8. marec. greš delat v politiko in tako naprej. Mislim, Ja, še tega samo manjka. mislim, če hočeš to, naprimer, s temi davki, namreč jaz davke ne doživljam tako. Jaz davke doživljam, če bi bila družba poštena in država poštena in bi bolj zaupali vanjo, bi ti davki omogočali, da mi v njej dobro živimo. Da imamo... Če bi bila država strukturirana tako, da bi bila za ljudi, ne za politike same, potem bi bilo tudi teh davkov veliko manj. Realno. Mislim, da ne politiko, mislim, da treba sistem začeti spreminjati. Pa mogoče ne v nekem drastičnem, zdaj revolucionarnem smislu, ampak počasi, kot vedno pravimo. Veš, otroke naučiti in ljudi okrog sebe, da dobrota se vedno splača. Poštenje se vedno splača. Ja. Jaz tudi govorim, da ne bi rad davko plačal, pa plačam vsak cent. Vsak mesec, vsakič, kaj treba. Tudi jaz. Nimam nobenega problema s tem. Ja. Jaz razumem, da je sistem tak, ampak a veš, recimo, da bi mi bi mogli pri otrocih začeti kreativo spodbujati in to, da so si med sabo čim bolj, a veš, dobri. Sej, a veš, ko enkrat pridemo do ene meje človeštva, se mi zdi, da ko bomo vsak vedel, kaj njemu paše, bomo točno vedeli, kjer rabi biti bogat, pa kjer ne rabi biti bogat, ker vsi ne rabimo biti bogati. A razumeš, kaj mislim? Ja, ampak jaz... Ne rabimo vsi vile na morju, ne rabimo vsi nekakšnih avtov. Če bi bil sistem tak, kakšen ti govoriš, bi komot najdel. Nema artist, ne bo umetnik, bo imel tam le svojo veliki hrab, samo hiško v gorah, pa da ima nekaj za jest, kar ni velik. Ampak poglej, ti si prej že rekel, sam te bom tebe citirala, ti imaš tukaj firmo, mislim pač trgovino in si v bistvu zbral mlade ljudi, ki jim tudi pomagaš, daješ delo in si vesel, ker so lahko kreativni in tako naprej. Na isti način jaz razumem svoje davke. Jaz dajem te davke državi, zato da bo podprla tudi umetnike, da bo podprla vse tiste dobre stvari, ki tej družbi nekaj dobrega prinesejo. Če pa kradejo, pa če ne plačujemo davkov, vse veš, koliko je na primer ljudi, ki se sam delajo ubogi, pa ne plačujejo vrtcev. Daj mi povej še nekaj, zakaj po mojih izkušnjah, pa ne moje osebne vse izkušnje, ampak ker sem iz prve roke videl, zakaj se tebi zdi, da ljudje, ki, pa se ostanemo pri temu, čeprav nisva tako politična, zakaj recimo ljudje, ki očitno recimo utajajo davke, Ja. zelo veliko poprečno manjkrat nasrkajo, kot ljudi, ki jih redno plačujejo, pa mogoče kdaj kaj zajebajo. Zakaj? Zato, ker izkoriščajo, se pravi, sistem, ki je narejen zato, da bi bilo dobro več ali manj vsem. Oni izkoriščajo to in mi bi morali se kot družba temu upreti, jasno to obsoditi in potem bi bilo vsega tega več ali manj, ampak moraš vedeti, da bo vedno 30% ljudi ene družbe, Ja, no, veš, to, ki bo veš, to pa počela. pa še to mi je fascinantno. Vi, ki ste vedno, manifestirali si to, pa tako. Zakaj, kako se lahko razpravljaš? Ja, vedno bo 30% ene družbe. Zaradi 30% ljudi je vedno takih, ki bo iskalo luknje v zakonu, ki bo lagalo in tako naprej. To je tako neka statistika. Hočem reči, ne rabim reči 30%, ampak vedno bojo obstajali tudi taki ljudje in to je realen pogled na svet. Tako da. Kaj pa ti misliš? A imamo zanimive teme danes? A? Ne zdele, ki se pogovarjava. Ne zdele. Kaj Ali te spiš? zanima od tega? V glavnem Kaj si rekel? kreativnost... Ja. All over the place. Ne, Ja, vale, tako se mi da pogovarjava drugače. Veš, kreativnost je, namreč, kreativnost ti da kreativnost je tudi to, kar se zdaj pogovarjaš. In da se zavedaš, naprimer, da ti že deluješ tako, ti ne rabiš biti jezen. Na koncu koncev ti posameznik sistema ne moreš spremeniti, ampak to si ti, ki že konkretno delaš tukaj spremembe. Jaz, ti. In potem, ko bo družba zdrava in tudi na koncu koncev preko takega podcasta in tako naprej, preko takih pogovorov, bo mogoče kdo vedel, da če plačaš davek pošteno in če imaš, če lahko daš, zakaj pa ne bi dal več tej družbi? A boš odnesel s sabo v grob, a kaj?
Mislim, Tega itak jaz ne A štekam. rabiš še kaj več ti? Zakaj si Ne, proti rabim samo, kako so rekli, Več kapitala, da bi kreativnost, začel? ustvarjalnost rabim. No, vidiš, no, vse v tem je štos. Ustvarjalnost rabim, jaz rabim biti ustvarjalen. Ne? Ja. Imaš Pa- vedno, koliko imaš ti idej na dan, naprimer? Vedno, ja ne vem, odvisno kakšnih idej. Meni je postalo všeč, da družim se s takimi ljudmi zadnje čase. Tudi to sem začel dojemati. Pravijo, nekaj skozi govorijo, s komer se družiš, takšen si. Ja, Ne? ja. In jaz sem se zdaj začel obkrožati zavestno z ljudmi, ki so ful bolj uspešni od mene, pa tako ful bolj uspešni od mene, tako neprimerljivo. In jaz tam sedim lepo v tišini in kaj sem hotel povedati zdaj? Ja, v kreativnosti, ko sem te Ja, vprašala, to. In temu delimo skozi ene ideje. Skozi se ne da. Pa temu delijo toliko denarja, da ga res ne rabijo več. Ampak oni grejo in imajo idejo, kako bo naredil nekaj, kar bo štel, ne vem, korake ali kar neko tako neumno stvar, ki mu bo cente prinesla, ampak on je to ideja. In včasih, a veš, sem se pa družil z ljudmi, ki so bili, fakt, ti imaš toliko idej, ali ni to malo preveč? Ne, to je brez Ne vem, veze. kaj rečem to. Čisto normalno, ni zdaj wow, ni veliko ali pa ni apel, da, ampak čisto normalno, ok, kul, še ena ideja. Pojdi naprej in pa se usedemo in se pogovarjamo. In to je čudovito. Ja, ker ljudje so tudi obremenjeni s tem, da če imajo idejo, naprimer, ne, pa jim ta ideja ne prinese, pa so kreativni. Večinokrat ti ne bo prinesla to, Ja, kar misliš. in potem je že cela drama. Mislim, zakaj bi moral uničevati svoje fenomenalne ideje zaradi tega, ker ti ne prinesejo denarja? Delaš nekaj takega, delaš zraven še nekaj drugega, zato da lahko uresničuješ svojo idejo. Meni se bolj zdi, da ljudje iščejo ideje, kjer bodo hitro zaslužili veliko denarja. In so nerealni v temu pričakovanju, kako bo. Spet iz osebne izkušnje, verjamem, še ta zadnji projekt, ki sem ga imel, je zelo drugačen, kot je bil na papirju. Pa niti nujno v slabo smer, ampak recimo naučiš se s časom znižati pričakovanja na nek minimum. Ne? In ko ta minimum dosežeš, potem si ti lahko kreativen naprej v tem projektu. Lahko delaš stvari, kjer boš to začel graditi. A razumeš? Ja, ampak ona, naprimer, ravno to, kar tudi jaz zagovarjam, a veš, ti, če imaš eno močno idejo, ki te vleče, ki jo čutiš, da je tvoja, jaz grem med tem prodajati tudi tvojo trgovino, zato da bom lahko svojo idejo uresničila. Ja, ni več svet tak. Edini motiv za uresničevanje idej, če je denar, samo denar se, to v bistvu ne bojo ideje tako zelo močno obiskovali. Zdaj pa tako ne. To ni več svet tak, veš, mamem. Ne? Ne. Zdaj včasih je bilo 3 leta, da si v biznis postavil. Zdaj, če ti po 3 letnih biznis stoji, si ti že kar jak, si že kar močan. Ne govorim, naprimer, ne govorim toliko o biznisu, Ja, govorim mislim, o ideja- ustvarjalnosti. Naprimer, ti ustvarjalnost. delaš krožničke, naprimer, delaš iz Ja, gline krožnike. ampak je vse pogojeno. Pogojeno je s tem, kako ti preživiš življenje. Veš, ne moreš... vem, kaj misliš, in to je romantična ideja, kar ti govoriš. Ne, pa tudi ona to razlaga. Lahko Zakaj tudi ne? ona razlaga, ampak to je romantična ideja o tem. Veš, greš in se posvetiš eni stvari in če to stvar dobro narediš, ti bo ratal in boš imel stvari. Nisi me dobro razumel. Govorim o tem, da delaš naprimer glinene krožnike, ful Ja. dobre, ne? In gre počasi in ne gre ne vem kako dobro, ampak ti veš, da je to, kar ti čutiš. Ti greš med tem še kaj drugega delati, se ni zdaj ta tvoja ideja, da nisi ti odvisen. Ja, ok, če pa ti ta bi rad način. najboljši krožnik naredil na svetu, to pa ja. Mislim, rad bi to pač ti s svojim idejam sledil. Mislim, jaz- Pa greš prodajati, jaz sem tudi prodajala na štantih, zato da sem lahko en dan bila igralka. Meni to ni nič težkega, tudi meni danes ta Ja, trenutek- sem mama, ti si igralka, ti si ena na generacijo, ti ne moreš govoriti, sem bila pa pol igralka, tako kot Brad Pitt, ki je pucal bazene, pizda. A veš, on je Brad Pitt, ti si se zdaj namlaka, jaz ti povem, da 99% ljudi, ki bo šlo zdaj prodajati na štante, zato da bi bil lahko igralec, pač ne bo igralec. Ne, bi. Mislim, ne tazga kalibra kot ti, vsaj. Hvala ti za ta kompliment, ampak jaz mislim, da ima vsak ta potencial v sebi. Samo moraš dovoliti, da tvoje srce zadiha s temi Ne idejami. more biti s svet tem, poln kar- igralcev. A? Ne more biti svet poln igralcev. Ne, pa se ne To je gre samo naravna za selekcija. igralce. Gre tudi za to, da piše knjigo, da naprimer, ti si Majco. Majco, kdo si je to zmislil? Ja, to pa ne samo to majico, veš, koliko enih stvari sem jaz svojih naredil. Tle obrneš okole, kakšno smo polepali celo z Ja, pa tudi si bil ves čas brez denarja, tudi- ampak si ker si vedel, kaj ravno delaš. to sem, ampak nisem vedel, da je to moj cilj. En let nazaj
okay, 1 let pa pol nazaj, če bi mi rekel, da bom to delal, kar se delam, pač ne vem, ne bi ti verjel. No. Ti si meni rekel, naprimer, da bi rad, ker imam 1 let jaz pa pol nazaj. levando, ne, gor, pa Ja. si mi rekel, da bi rad tiste, se pravi, Ja. tele semenčke od levande, tiste polštrčke delal. Evo, jaz sem polet, imam tokle, taka 2 hobuka teh levand, ti Jaz sem- pripravlja, zdaj pa ti moraš vrečke dizajnirati in evo, spet je ena mala tvoja ideja bo Ja, in jaz uresničena. pitam le moja mala ideja v trgovinci na prodaj. Ja. Veš, meni je pač jaz res mislim, nikoli nisem maral, da bi nekdo iz usmiljenja mi kaj dal. Ne? In meni se zdi, da se prevečkrat ukvarjamo, mislim, prevečkrat istovetimo to, da recimo umetniki dobivate od naših recimo davkov denar na to pomilovanje scena. Ne? Lej, a veš, velikrat se tako obrne, vse, kakor jaz vidim. In jaz ne bi rad, da kjerkoli umetnik se počuti tako. In zaradi tega jaz recimo povezujem umetnost, kreativo z poslom. Zaradi tega, ker če jaz lahko nekaj dobrega naredim, potem lahko to prodam, potem lahko to delim, lahko pomagam nekomu naprej. Ja. In jaz s tem lahko ustvarjam ne samo umetnost, jaz lahko ustvarjam skupnost umetnosti, jaz lahko ustvarjam movement. Vse skozi umetnost, skozi lepo podobo, skozi lepo pakiranje, skozi knjigo, napišeš knjigo. Vse na koncu se vsi prodajamo, vse tudi jaz sem plačana za svoje delo, ne? Ampak sem ful ustvarjalna. Ja, in ti si recimo, ti imaš popolno življenje, ti delaš nekaj, kar je del tebe in si še plačana dobro za to. In meni se zdi, da bi tako vsak mogel imeti. Ja, in jaz bi ima raje- tudi vsak izmed nas to možnost doseči. Ja, Na tak ali na drugačen način. Ne, veliko dela. Ja, seveda zraven Veliko dela, veliko dela, Ampak če ti veliko dela. srce utripa v ustvarjalnost... Kaj je rekel če ti to, slišiš- učite se, še enkrat učite se. Ja, ja. No, ampak če ti srce pulzira, če ti naprimer, imaš ful ideje in tako naprej, ne se bati, da boš neumen, da je to že nekdo naredil ali pa karkoli. Ja. Jaz to hočem povedati. To pa ne. itak, da ne. In tudi, če je kdaj, mislim, in še nekaj, kar je meni tudi ful všeč, ne tega strahu spoštovanja imeti pred nekimi velikimi umetniki. Ti si svoj človek, ki dela ustvarjalnost skozi ustvarjalnost, se pravi, ko narediš, veš, koliko ima ljudi, naprimer trgovino, ne? In imajo franšize, mora biti tako urejeno, mora biti tako narejeno in tako naprej. Se spomniš našega Fabijanja? Mi smo tudi imeli nekaj podobnega, ampak smo si izmislili, kje bo kaj stalo, pa prodajni način smo si izmislili, pa nogavičke smo si izmislili. Se pravi, ti moraš ves čas v tem uživati in brez nekega straha spoštovanja, da ti rečejo tako mora biti in tako je tudi je prav. Jaz sploh ne znam tako delati. Ne znaš, ne? Ja, zato ker sem te jaz. Jaz sploh ne znam tako delati po navodilih. Ne, jaz sem svojo trgovinco sam naredil in jaz sem najbolj ponosen na to, ker vsakeč, ko stopam noter, vem, da to je del mene tam. In to sem jaz ustvaril iz svoje glave. Čeprav so merila ta prava, čeprav je barva off, to je moje. In vsakeč, ko pride nekdo noter z veseljem, povem, da je to moje. In še zmeri to ni za cilj, še zmeri bom to skozi lahko dodal in tako. No, ona pravi, da če si tako sproščen in če se ničesar, mislim, če odženeš ta strah proč, potem ideje same prihajajo k tebi in v bistvu tvoje življenje se ne rabiš bati, da ti bo zmanjkalo ideje, da ne boš vedel več naprej in tako. In tudi, če ne boš vedel več naprej, namreč jaz to, kar ona govori, tudi živim. Zato sem tako zaljubljena, ker sem končno berem nekaj, kar jaz v bistvu nisem znala izraziti, ne? Zato se tudi s tabo to pogovarjam, ne? In da tudi, če je kakšna ideja, naprimer ti rečeš, to je, ne, in to je moje življenje odvisno, nič ni odvisno, lej, pa če te ideje To so ne dosti bo basic uresničila, strahovi, mami, to grem, me preseneča pri tebi, to so dosti basic strahovi. Ne, ja, meni je v začetku zaradi tega, ker seveda nisem čisto dobro vedela, mislim, jaz sem Veš, bila kako je tudi nepripravljena. pomembno? Ja, ne, točno to si rekla, zdaj super, ja. Pripravljen je treba biti, ne. Ja, Mi ful radi romantiziramo, zdaj idejo dobro imeti, ampak ti moraš imeti čopič, platno, nekoga, da ti bo naučil in delati. ja, in ona tudi pravi, da je šla, In naprimer, če hočeš delati, moraš imeti čas, moraš imeti denar za potrebščine, pa moraš imeti denar za to, da plačaš učitelja. ja. In če In ne če gre to delaš, ja. pa ti bo uspelo vse. Ampak če ne gre drugače, delaš pa še nekaj zraven, zato da tu vlagaš. Ne? Jaz ti rečem garant, če si ustvarjalna, pa če imaš denar za čopiče, platno in učitelja, ni šans, da ti ne rata. Ja. Ni šans, da ti ne rata. Če imaš to res v sebi. To imaš pa prav. No, saj to- Absolutno. To imaš pa čisto prav. Ker boš najdel način, če si ustvarjalen dovolj in ambiciozen, se pravi, da imaš, samo to je del ustvarjalnosti, se mi zdi.
Ja. Kdo je prišel? Naša Ema Stela. V glavnem, Pridi not. se lahko prideš not, da boš poslušala. Čigo mi je že, Skoraj nisem spoznala, tako je velika. V glavnem, hočem reči, ti ne slišiš tudi nečesa, kar jaz hočem povedati. Veš, umetniki, naprimer tisti moji kaki kolegi, so zelo žalostni, če česa ne prodajo ali pa ne morejo od svojega dela dobro živeti pa tako naprej. Ona pravi, da nič hudega, živijo, da delaš zraven, da zato, da lahko delaš. Kaj pa meni, Ljubčka? Ja, no. Se bo prišla, se bo prišla. Wow, lepotice, kako je zrasla. Mama mia. Imamo najstnico doma, vse najboljše imam. In v glavnem, da ni tudi nič hudega, razumeš, če kje, naprimer, če nek pisatelj pa ne prodaja dobro, mislim, knjige niso tako zelo na trgu in tako naprej, greš pač, naprimer, učiti v šolo slovenščino ali pa si lektor in tako naprej. Da nimaš iz tega drame, pač enostavno živiš in delaš naprej svoje in ostajaš v tem radostnem. To je tudi del te nadaljevanke, ker to je se pravi taka vsakodnevna nadaljevanka, ampak jaz sem videl globlji pomen. On ima tudi spravljene v tej nadaljevanki, Only Fools and Horses, to, kar sem rekel. On ima recimo tudi vse svoje stare projekte po fletu doma, veš, tam ima štumfe, ki jih ni mogel in to. In pa se vsaki tok najde, zdaj pa to, zdaj pa lahko to prodam, a veš, zdaj pa lahko to obrnem v svoj prid, ne, a veš, tako da tudi vsako stvar, ki si je naredil, v bistvu bo ostala s tabo, to pomeni, da ni neuspeh, mogoče ti zdaj ni ratal, mogoče boš pa čez 10 let potegnil iz prahu, pa bo v bistvu to ful zanimiva stvar, mislim, ti bo pa ful ratala, ne. Veš, ker življenje je pot, ker lahko da boš ti naprimer preko teh pogovorov in tako naprej en dan psihoterapeut po Kuliševo, a lahko da boš en dan, razumeš, bil, kaj jaz vem, tudi na koncu koncev dobil vloge v filmih. Bog ve, kaj te čaka, ne, na tej poti. Ko bom star in siv in bom lahko igral Sebastjana Kavaca v mladih letih. A si to želiš? Koga od umetnikov pa ti občuduješ, naprimer? Ja, jaz vas veliko občudujem. Mislim, jaz sem itak odraščal okrog umetnikov in to mi je vsazga, po moje. Ni recimo, pač ja, eni so mi veliko bolj pri srcu, mogoče zaradi njihove energije, ne, ampak teh jaz jasno in glasno povem vsem. Pa kaj ti je bilo, naprimer, v moji družbi teh mojih umetnikov toliko všeč? Kaj je tisto, kar te je fasciniralo? Ja, lih to, da so bili kreativni, drugačni, direktni, srčni. Ta drugačnost je mene vedno privlačila. Veš, ker so me tudi vzeli bolj resno. Veliko bolj resno so me vzeli kot drugi. Takrat, ko sem bil smehen, se nisi, ko si bil toliko star, ko jaz pogovarjal o takih temah, kot sem se jaz pogovarjal, kot se recimo Jema zdaj pogovarja, pa je mogoče malo bolj normaliziran. Ne. Oni so se pa z mano pogovarjali in so mi dali nekako vedeti, da sem del lahko nečesa. No? Ker se nisem počutil v šoli, recimo, nikoli. In kaj misliš, da je vse še? A je ustvarjalnost tudi, naprimer, v medsebojnih odnosih, ker zdaj lahko pa ti mene že kaj sprašuješ, da še jaz lahko povem, kaj mislim. Kaj si misliš v medsebojnih? Ampak to jaz tebe. A so tudi v partnerski odnosi, naprimer, je to tudi ustvarjalnost? Ali kar? Ja, upam, da ja, no. Kaj ti misliš? Ja, jaz upam, da ja. Upaš? Zakaj upaš? Ja, zaradi tega, kakšne imaš ti izkušnje? Ja, jaz nimam izkušnje s tem ustvarjanjem. Da si ustvarjalen v partnerstvu, se pravi, ustvarjalen, da si izmisliš nek način, da si oba dva skreirata, naprimer, neko simbiozo, kjer si lahko kreativen, ti njo podpreš tlele, ona tam to, mislim, na drugačen način, se veš, mi imamo, to mora biti tako, pa moraš iti na morje, pa moraš to delati, pa tako naprej. Mislim, jaz itak, če imam resno partnerko, če bi imel nekoga, z nekom bil v razmerju, bi pričakoval, da smo ustvarjalni skupaj. Mislim, da sem to ravno eno sporočilo napisal včeraj zvečer. Kako si napisal? Daj povej, se ne vemo za koga. Čekaj, a ti lahko preberem? Ja. Naprimer, kaj to pomeni? Napisala mi je, se bojiš ljubezni. In? Sem napisal ne. In? Čekaj, samo. Samo da najdem. Aha, zdaj bomo videli ekskluzivno. Ja. Sem napisal, v ljubezni se mi zdi bolj pomembno... ne. Ne bom, sorry. Mislil sem, da je bolj cool.
Jaz sem napisal tako, da mislim, da se je treba od začetka pogovarjati, skupaj ustvarjati in imeti skupne cilje. Ustvarjati, aha. Prav to sem porabil, ja. Ustvarjati odnos, kaj to pomeni? Ne, da je treba ustvarjati, skupaj ustvarjati, da je treba imeti se pravi tako ustvarjati in imeti skupne cilje. Da je ful dobro, če imaš kakšno, pač jaz biznis gledam, ampak ne, da najdeš kakšen način, kako, recimo, če je ona slavistka in ti lahko narediš majice, ki se reče slow slang, lahko najdeš način, da sodelujeta. Ja. Recimo, ne? Ja. A veš, ali pa, ne vem, več takih je. Jaz sem zdaj tega pač iz glave potegnil na blef. Ja. Ne, Ali pa ne vem, je ona igralka, pa si ti režiser, ne, to so tudi občitni primeri, ali pa ne vem, to je tudi šport, recimo, on igra tenis s prijatelji, zakaj ne bi šla ona igra z njim tenisa? Je to ustvarjalnost? Ja, pač ja, meni je. Ja. Vele, da je, ustvarjaš neko trdnejšo vez, bolj podrobno poznaš človeka potem, poznaš njegove gibe, ki jih mogoče ne bi poznal drugače, če si sam tam doma, pa tako ga se rekla na morje, ga vidiš skočiti v vodo vsak je tok, ne? Nikoli ne veš, kako je jak, ali pa kakšne gibe ima vse, pa kako je eksploziven človek. Ali pa kaj tako. Kaj pa ustvarjalnost, naprimer starševstvo? Ti imaš hčerko in si ustvarjalen, To je pa ja najjače. en poseben, si najdu kakšen svoj način, kako se z njo pogovarjaš, ali pa kako z njo kaj delaš, ali pa kaj Ne, takega. ko probavava nove stvari, jaz sebe odkrivam. Ko ona začne risati, začnem jaz risati. In pa sem zdaj začel ugotavljati, da znam malo boljše risati, kot sem mislil. Drugače pa, ja, z Emo pa, ne vem, kaj bi rekel, to mi da imam jaz malo drugačen odnos z Emo, ker je itak, tudi od začetka, od vseh mojih projektov, vse moje ideje, vse stvari povem in mi je tudi ustvarjala pri 11 letih že toliko svoje močno mnenje in tudi neko znanje, da je ful zabavno. No. Karkoli. Meni je najbolj zato, ker sem starš in karkoli jo prime kreativnega, sem samo vesel in rečem, greva to delati. Zdaj sem se ravno spomnila, Ema Stela je meni pred leti narisala eno fenem, veš, da imam tisto od tistih živali. Pajek, pa tako naprej. In poglej, ima veliko nog. Pajek ima veliko nog, ja. No, naprimer, in potem sem je čez leta, lani ali predlani rekla, če mi zdaj svojega, tako kot je zdaj stara, spet kaj tacga nariše pa napiše in mi je rekla, da ne zna risati pajka, da ne zna risati z tega. Ti si ravno kar rekel, da v bistvu ne znaš risati, pa da si ugotovil, da znaš risati. A da vmes izgubimo? Mi izgubimo, naprimer, tudi ta stik s to primarno ustvarjalnostjo. Namreč jaz, ko slišim koga, ki reče, da ne zna pet, to ni res, mi vsi znamo pet. Ja. In zdaj so, naprimer, jaz preko teatra vem najnovejše tehnike, kako vsi znajo, propjevajo, kako bi se temu reklo, vsi začnejo pet, a veš, ker je v bistvu se mi z odraščanjem mi začnemo zapirati svojo ustvarjalnost in svojo kreativnost, razumeš? In mislimo, da ne znamo pet, risati, ne znamo hoditi, ne znamo, ne vem, Bog ve kaj še vse. In se prepričamo in si zapremo vrata svoje kreativnosti. Ja, se to so zgodbice vedno, ne? A ni to klišejsko, da je ko starejši, ki si bolj ubijaš otroka v sebi, ne? Ja. In manj si kreativen. To se pravi, ti moraš gojiti, da si kreativen in ustvarjalen, pustiti svojemu otroku, da živi v tebi. No, to je nekdaj tako rečeno, ne. Kje si pa ti si kdaj sebe ubijal v tem smislu? Ne. Nisem. Nikoli. Nisi nikoli rekel tega, pa jaz ne znam, to pa ne morem. Ne, pa nisem probal. Sploh nisi probal? Ja, nisem probal. Se pravim, bil sem premalo ambiciozen dolgo časa. Kaj pa misliš, da je ubilo tvojo ambicioznost? Nisem sploh nikoli bil. Od začetka nikoli nisem bil. Nisi bil ambiciozen? Ne, ni tako, da bi ubil. Jaz pač nisem nikoli imel nekih pretiranih, nisem niti vedel, kaj to pomeni. Ambicioznost, ne? Ja. Ja, čeprav imam jaz občutek, da ti si hotel biti najboljši. Mislim, da si, ti ne najboljši, ampak da si hotel biti samo svoj. Pa originalen, to pa imaš. To pa itak še zdaj, ne? Ja. To nam je pa itak v krvi. Zakaj pa kljub vsemu se nisi potrudil, da bi... Koliko to mamico matreno? Ja, zaradi tega, ker bi rada vedela točno, česa si se ustrašil. Sej sem še lahko, nisem se ustrašil ničesar. Zdaj se mi je, da nisem dosti dober in to je to. Pa ne dosti, se prišam še enkrat, ne dosti dober tako, ampak pač dosti dober, da sem se dosti potrudil, ker talent ni vse, ne.
Aha, to se pravi, da smo te obremenili s tem tudi, ne? Kar tudi velika večina ljudi je saj obremenjena, tudi da je poglej, treba koliko je. trpeti za to, da si dober. Ker ni res, ni treba trpeti. Ni treba trpeti. Zdaj ti to lahko rečem, takrat mogoče nisem vedela. Ni treba trpeti za to, da si kreativen pa dober. Mislim, ker v trpljenju se ti krepiš, ti bolj sebe spoznavaš. Za ustvarjalnost je pa najboljša razigranost in sam sproščenost. niti ne. No. Jaz recimo pišem največ, ko sem najbolj blizu depresije, recimo. Takrat največ ustvarjam. Rišem, pišem, pojem, karkoli. Aha, Ja. kaj pa če, to je kao takrat edinkrat. Ampak to Ne, je... takrat sem izrazito najbolj kreativen, takrat se najbolj temu posvetim. Aha, takrat... Zato, ker moram dati nekam ven to bolečino, ne. Ja. Ker sem dobre volje pa zadovoljen, zdaj sploh niti muzike ne poslušam na zvočnikih, mislim, nikjer. No, ampak to ni treba, to je ena faza. V glavnem to vam lahko jaz povem tudi iz svojih lastnih izkušenj in ona tudi v knjigi to govori. Trpljenje je, se pravi, poriv za to, da se... Trpljenje je poriv za to, da se začneš izražati. Pozneje, ko pa se umiriš v tem, ko veš, da se je fino izražati, da se začneš igrati s tem, da se izražaš, je pa lahko ravno tako brez trpljenja. No? Ja, meni je vseeno zelo izčrpljujoče to. Ampak se mogoče malo preveč ženem. Kako pa ti mene vidiš, mami, v tem, kaj delam? Jaz od nekdaj vem, da si ti ustvarjalen in od nekdaj vem, da ti v bistvu, edino to vem, da moraš delati z ljudmi, da si rojen za to, da si izjemen komunikator, da imaš strašno močno energijo in jaz se zate Ne, ampak v teh, ne, to jaz vem, to si že rekla parkrat, ampak v teh, kako recimo, ker si vseeno videla, kolikrat sem probal eno stvar, pa kakšno stvar, pa kolikrat mi ni ratala. Si sploh opazila to, koliko enih stvari sem jaz probal ustvariti. Ja, mislim, da je problem malo vztrajnost tvoja, ne? Ampak vztrajnost je vedno odzadaj strah, da ti ne vrata in pol sam sebe sabotiraš, ne? To velika večina ljudi dela, ne? In pol jim res ne rata, ne? Tako da to, na primer, sem videla pri tebi. Lepo. Ja, tako da. Meni je pa zdaj postalo neverjetno vroče. Ja? In bi ti rad odprl vrata? Ja. Ok, Ema Stela, odpri vrata. Jaz bi samo rada še povedala to, da berite knjige. Katere knjige pa ti priporočaš? Jaz zdaj berem od Coelhota, Hipija, Kaj pa misliš? pa Hipija. Zaratustro v angleščini. Zaratustro v Ja. angleščini. Jaz sem prebrala še od Danaje Lorenčič, mi jo bomo imeli v podcastu. Ona je napisala knjigo Popolna. In je to tudi ena izmed tem, naprimer, ki današnji Si dala svet... to knjigo za prebrati? Ne, jaz jo imam še doma, ti jo dala. Namreč potreba po popolnosti, oziroma da naredimo vse 100% idealno in tako naprej, je v bistvu tudi ena izmed, nas zavira ves čas, ker popolnosti ni, ne, v bistvu. In je ravno zato najbolj zanimivo, ker nismo popolni, nobeden izmed nas ni. In to se bomo še pogovarjali o popolnosti. Koliko si ti obremenjen s to popolnostjo? V bistvu danes mi je pa prav zanimivo pogovarjati s tabo spet. A res? Ja. Ja, zato padem kdaj v stanje težke, kako se reče, anksioznosti zaradi te popolnosti. Ja. Ker mora biti vse v nula, vsaka številka mora štimati, mora se poklopati. Ampak vedno manj se mi zdi, da mora biti popolno, vedno manj, tako kot si rekla prej, ni treba se bati vseh teh velikanov okrog nas, ne bojo nas pokradali. Ja, ne bojo nas Ja, sodali, ne? steptali, če se bomo borili, Ja. če bomo ostali, ne bomo pač propadali. Tako da ne rabite vse popolno. Seveda Oziroma ne iz prve vsaj. Veš kaj, jaz, ko sem delala oddajo, mene ljudje sprašujejo, naprimer, če bom šla nazaj, pa tako. Ampak jaz sem najbolj mi je všeč zato, da ko sem začela, naprimer, oddajo delati, jaz sem imela to željo in idejo že od nekdaj, veš, tako nekje v možganih. In sem videla, da, naprimer, vse svoje ideje in vse svoje želje, tiste, ki v meni živijo, zdaj pa lahko malo zapreš, ki živijo dolgo časa, veš, tako trepetajo noter, pa jih nisem nikoli spustila ven, so se mi v bistvu zdaj uresničujejo ena za drugo,
Tako. No, in ko sem oddajal, jaz nisem nič računala, da bo zdaj to ful ljudi gledal, pa ne vem, jaz se nisem sploh premišljevala o tem, kaj ljudi zanima, ampak jaz sem šla samo, kaj mene zanima in da uresničim tisto svojo idejo o iskrenosti, v resničnem pogovoru, ne. In vidiš, kako to ljudje začutijo, ne. In kako potem postaneš močan, ustvarjalen v tem, ne. In potem te vse podpre, potem kar so ljudje začeli, mislim, jaz se še danes čudim, kar prišli so ljudje, pa so mi kar vse povedali, a razumeš? Pa jih nisem niti vprašala A kje včasih. pogrešaš to? No, to sem hodila ravno povedati. In ko je bilo konec oddaje, Ema Stela, lahko zapreš vrata? Prosim, ko je bilo konec oddaje, ne, jaz nisem bila žalostna, meni se niso tla pod nogami zdaj zatresla, pa konc je, kaj bom pa zdaj in tako naprej. Ampak jaz sem si samo rekla, aha, zanimivo, eno obdobje se je končalo, reagirala sem na laži, češ, da sem bila predraga, pa da nisem bila dovolj gledana oddaja, pa to, ker to ni res, ne. In je bilo pač politično, ne vem, pač zaradi neke ampak to sem povedala, to sem imela občutek, da moram biti tako poštena, ne. Hkrati sem pa se vrgla naprej v življenje in poglej, ker nisem delala nobene drame in ker je v resnici ni bilo, sem jaz takoj naslednje leto dobila v teatru take lepe projekte, ki so mi prinesli nagrade, še več vlog oziroma še več prostora in tako naprej. A veš, ena ideja se izpoje in danes me sprašujejo, če bi še delala, mogoče bom še delala in bom z velikim veseljem delala in še vedno hodim po cesti ali pa ko srečam kakšnega človeka, si rečem, tega bi morala imeti za pogovor in če nimam na oddaje, imamo midva v podcastih in midva bova slej ko prej v podcast pripeljala in sva že pripeljala ljudi, za katere sploh ne vejo in so se tudi zaradi najinega podcasta nekako postali prepoznavni v Sloveniji in gradijo lažje svoje biznise. Meni je kul spoznavati ljudi na teh, vsi so zabavni, ki so prišli sem. Ja, in tudi, se pravi, midva se veliko naučiva in njim dava prostor, ne? Ja. In še ga bomo dajali. In še ga bomo dajali, tako da evo, Glej ga Jaka, no, Jaka je čist zaspan. Jaka? Včeraj je snemo celo noč. Kaj pa tebe zanima še, naprimer, kaj bi ti naj vprašal? Film. Kaj bi naj vprašal pri ustvarjalnosti? Kdaj gremo dam? A si upaš? Stari, odvisno. A si ti ustvarjalen, se imaš za ustvarjalnega? Valjda, da je, če snema stvari. Filme. Aha, Ema Stela, bi ti kaj vprašala? Ne. Super vprašanje, kreativna blokada, tudi ona piše tle in tudi to sem jaz videla. Ko je kreativna blokada, v bistvu se ne smeš zaletavati vanjo, je pač blokada, tako kot se vedno pride v življenju, da imaš neke blokade. Jaz, naprimer, ko dobim kakšen projekt, pa hočem tisti trenutek od mene ideje, naprimer, če jo začutim, da bo pa, ker takrat, veš, ko je odgovornost, takoj začne, da moraš biti pameten, da si moraš nekaj dobrega zmisliti in tako naprej. In ne želim imeti tega temnega oblaka nad sabo in rečem, lejte, počakajte 2-3 dni, mislim, ko bom plela na vrtu, se mi bo kaj utrnil. Kreativno blokado lahko najbolj rešiš tako, da ji rečeš, ok, dober dan, kako si, tukaj bodi in greš delati nekaj čisto drugega, da jo sprostiš, da se sprostiš, da gre od tebe ta neka odgovornost in potem v nekem čisto drugem, lahko je tam 1 leto, ampak ti delaš pa nekaj drugega, saj imaš še vedno kako drugo idejo in ne vem kaj še vse, dokler ne popusti ta blokada in potem pride v tebi vso to obilje. Ja, če imaš ta privilegij, da lahko čakaš 1 leto. Ja, lahko, ne, delaš potem drugega. Zakaj kolikokrat sem jaz rekla, meni v bistvu v življenju ne more biti nič težko, ne glede na to, da jaz svoj del strašno rada delam gledališče pa tako naprej. Ampak če jaz zgubim oddajo ali pa ne bom delala predstave, kaj, jaz imam 2 roki, jaz lahko delam, jaz lahko kopljem krompir, pa bom tam kreativna, mislim. Jaz se ne obremenjujem s tem, razumeš, da mora biti to ta trenutek. Včasih pač ni. So predstave, ki jih ne narediš, so projekti, ki ti ne uspejo, ampak so samo pot, življenje je itak samo pot. Evo. To je to, življenje je pot. Niste zaspali, valjda, ne? Mislim, ja, Jaka je vmes. Ja? Jaz nisem relevantna. Ok, dobro. Like, share, subscribe, se pravi, Dajte polajkite, pošerite, Ja. followajte nas, ker nismo dovolj slavni, prosim. Ja. Ne, radi se vemo. Čau. Zakaj bi biti slaven?
Ja. Tema je, zakaj jaz še nisem slaven. Kaj še nisi? Ja. Bi rad bil slaven?